Pravda Gostinka prve svetovne vojne je ta, ki nas je spomnila. To je ta ženska, vas zanima gospod Krstoč. To je Jožefa Materi, poročena za Breščak, ima 27 let. Pravi Jožefa se je rodila 15. marca leta 1894 v tej vasi. Piši pravijo nježna, po neki nježi. Po avstrijskem pišnem redu ima številko 107. Piši nježni živita še mati Roza, rojena za Breščak in oče Matija, Materi. Roza in kar Matija sta se poročila leta 1880 na Livku. Tam spodaj imate dve hčerki Elizabeto, ki je poročena v Perate, in to žensko tu Jožefo. Hat sie einen Mann? Če ima Jožefa moža, če je poročena, vas zanima. Also prav Jožefa je imena moža. Zalezom za Breščakom iz hiše Gočin, tu spodaj. V Jelšku se je poročila pred začetkom te velike vojne. Natanko 12. februarja leta 1914 ni bilo sreče. Herr Alojza so kmalu po poroki poklicali v avstro-ogrsko armado. Prav Jožefa res ni imela sreče. Herr Alojz je padel za monarhijo. Taka je vojna. Auf welchem Schlachtfeld ist gefallen? Na katerem bojišču, Galiciji, 4. augusta 1915. leta. Kasneje, augusta 1916, je v Galiciji umrl tudi brat Herr Ivan Zabreščak. Tu imam še zapisano, da je bilo leta 1914 popisanih 50 mošic vasi Livškega. 27 jih je umrlo. Za monarhijo so dali življenje v Galiciji, na Slovaškem, Ukrajini, Tirolskem, Gorici, Trentu, na Krasu, Rusiji in drugod. Nekaj vojakov iz teh krajev je pogrešanih. To je res velika žrtev za tako majhen kraj. Ampak taka je vojna usoda.
mein Beileid. Josefa. Herr Stotnik, Romel vam izreka sožalje. Zakaj so neva zdeva zala? Po grobu gozda tu tako, mladost mineva tudi rosna, po licih solze ti tako. Odšel je on, ki bil je moj, in ljubil mene je samo, poklican pa na vojno strašno, je bil deželo ovesto. Čakala leto sem in dan, da on se vrnil bo, a pismo strašno je prišlo, da več ga sem nazaj ne bo. Je mrtev živ, nihče ne ve, a z lesa jaz sem mu, čakala bom in jokala se, morda pa kdaj le vrni se. Wie viele Menschen sind an diesem Dorf? Ne vem, ker pred to vojno je Jevček imel 21 domačij in 110 prebivalcev. Tako piše v odkritih registrih. Sedaj jih je manj, može so poklicali, starci in otroke so pred 12 ofenzivo umaknili v vas, tam spodaj, na italijanski strani. Wie überleben die Menschen hier? Od česa živijo te ljudje, vas zanima, Herr Stotnik. Imajo ja. Kolega župana sosednje občine Sovodnje, gospoda Garmana, našega duhovnika, gospoda Ivana, upam, da nisem hvalil ime. Vse vas, dragi Livčanke in Livčanke, dragi gostje, prijatelji Livka, vam želim en prijetno popoldne, nastopajoči, vam želim en prijetno popoldne tukaj na Jevčku. Zdaj že drugič nekako otvarjamo to čudovito hišo, ki spominja na neke druge čase, ki spominja na neke čase, ki kljub, kakor sem slišal in kakor so me podučili, ki so bili revni časi, ampak so bili ljudje optimistični in so imeli upanje in so se znali s skupnimi močmi pomagati, da so preživeli, kakor tudi ta gospa Nježna. Občina se trudi in dosti razmišlja, kako bi pomagala Livku, kako bi Livku pomagala, da bi nekako ostal pri življenju, da bi se mladina ostala doma,
da bi se dalo tukaj iz teh lepih krajev preživeti. V naslednjih letih bomo še vlagali v ljub. Letos se končuje investicija tudi v osnovno šolo, popravljali bomo ceste, razvijali bomo materijo. Ampak vseeno, danes praznujemo, da imate lepe domove. Danes tudi praznujemo Sveti Florjan in bi čestitil tudi našim gasilcem in gasilkam k njihovem prazniku. Želel bi jim čim boljšo opremo, želel bi jim čim manj akcij in če pa že bi bile akcije, da bi jim ta Sveti Florjan pomagal, da se vrnejo živi in zdravi domov. Jaz upam, da bomo se imeli lepo, verjamem, želim vam, da bi čim več se naučili današnjem dnevu in bi to priliko izkoristil, ker naša občina je izdala znamko prav v čast Nežine hiše, pa bi jo predal predsednici krajevne skupnosti, da bo imela prvo serijo in naslednje pa bojo so pa na občini, pa čakajo. Čestitali. Najlepša hvala. Nepričakovano Robi, da ne moš pozavu čakati, te čakaš otvoritev hiše z upraviteljem tebe karire. Ja, da ne moš šut v servici. Je še tudi da bila više v veliko generacijo še. Hvala lepa županu za njegov tak presenetljiv govor. Zdaj me malo presenetil. Taj notar tudi, kar vidim tukaj prisotni, ljubimi manjka upravitelj hiše. Zdaj kdo bo tvoj izpolnjeval, kdo može ti določilo odloženstvo? Katja, evo si predsednica krajevne. Če bi ti na ta današnji majski dan z našim županom Sovzih prinesel to Nežno hišo, kjer naj ohrani lep spomin na prebivalce te hiše, ki so imeli kot mnogi drugi krajani kar veliko problemov, padcev, veselih trenutkov, pa da se ne pozabi in ne bodo prepuščeni pozabi za otvoritvijo tega objekta.